Pozdravljeni. Verjetno je marsikdo izmed vas opazil razne članke o tem, da Lewisa Hamiltona lahko na veliki nagradi Kanade ne bo. A brez skrbi, v ponedeljek po veliki nagradi Azerbajdžana je Lewis Hamilton v sporočilu za javnost zagotovil, da na veliki nagradi Kanade bo prisoten. Čeprav ima bolečine v spodnjem delu hrbta, je s pomočjo fizioterapije in akupunkture zadeve spravil na mesto. In to sporočilo velja verjetno njegovim navijačem, navdušencem Formule 1 in tudi raznim piscem člankov, ki so bili verjetno zelo zaskrbljeni. Danes si bomo skupaj ogledali vzroke za bolečine v hrbtu Lewisa Hamiltona in seveda tudi, kako so nekateri prišli do tako drznih sklepov. Najprej si bomo vzeli nekaj minut časa, da bomo bolje razumeli, zakaj imajo vozniki Formule 1 določene fizične težave. Namreč marsikdaj se pozabi na dejstvo, da Formula 1 spada v kategorijo motošporta. Torej ne gre samo za motorje oziroma avtomobile v tem primeru, ampak tudi za šport. In tu, ker gre za šport, so možne tudi takšne ali drugačne fizične posledice. Vkolikor pogledamo fotografije Lewisa Hamiltona po končani veliki nagradi Azerbajdžana, bomo videli, da ga očitno boli spodnji del hrbta, tam v območju trtične kosti. Zanimivo je, da so mnogi avtorji sklepali, da ni bil sposoben sam priti iz bolida in verjetno na podlagi te fotografije, ko mu član tovarniške ekipe Mercedes ponudi roko. V raznih sestavkih je izgledalo malo da ne tako, da je rabil nosila. A vidimo ga na naslednjih fotografijah, da z razbolelim hrbtom sam hodi proti pedoku. A zakaj ga praktično tu v območju trtične kosti boli? Kolikor pogledamo položaj, v katerem se znajde voznik, lahko vidimo, da trtična kost je tisti del, ki sloni pravzaprav na dnu. In treba se zavedati dejstva, da bolidi Formule 1 niso projektirani zato, da bi bili udobni. Projektirani so zato, da bi bili hitri. Ste se kdaj spraševali, zakaj vozniki pravzaprav ne vidijo v vzvratnih ogledalih? Zato, ker so postavljene tako, da imajo aerodinamični učinek in ne tisti varnosti, ki bi zagotavljal nekomu pogled nazaj. A sedaj, da si bomo bolje predstavljali, zakaj gre. V roki imam bolid Mercedesa W11 in mnogo je bilo govora o tem, da bolidi v letošnji sezoni skakljajo. Zaradi aerodinamičnega efekta na dnu se pojavljajo vibracije ob vožnji na ravnini. In ko prihaja do teh vibracij, smo mi navdušenci mnogokrat skozi zgornjo kamero videli, kako praktično poskakuje celo čelada voznika. To poskakovanje čelade je seveda posledica tiste sile, ki se iz šasije prenaša na telo voznika. Tista stična točka je pravzaprav okrog trtične kosti. In zavedati se moramo, da voznik je trdno pripet v sedežu. In že to premikanje same čelade nam da nek občutek, kakšna sila je tu prisotna. Če to pomnožimo
z več kot 300 km dirke nam je lahko jasno, zakaj ima voznik težave. Nima jih le Lewis Hamilton, samo iz njegove zgodbe so naredili nekateri avtorji celotno dramo. Naprimer, tudi Pierre Gasly je imel kar nekaj pomislekov. Nekako izrazil je skrb glede bodočnosti, kajti po njegovem, citiram, bodo lahko imeli pri 30-ih takšne težave, da bodo nekateri celo uporabljali palico. Pustimo sedaj to, kajti menim, da je bila malce pretirana izjava. A vrnimo se k Lewisu Hamiltonu. Na progi v Azerbajdžanu ni bil problem samo skakljanja, ker gre za ulično dirko, ki pa je izjemno hitra, je prišlo tudi do stikov na raznih grbinah na asfaltu, kjer je bolid praktično podrsal po sami podlagi. Tudi ta udarec se je prenesel zopet prek dna na šasijo, seveda na trtično kost in seveda celotno telo voznika. Zaradi tega je prišlo seveda do razbolelega hrbta enega, drugega, tretjega ali večino voznikov. Le da je Lewisa Hamiltona tokrat malce bolj bolelo kot običajno. A da ne boste mislili, ta pojav, da gredo vozniki prek tistih, recimo temu, normalnih mej, je dokaj pogost. Naprimer, tudi na veliki nagradi Miamija Carlos Sainz mlajši je imel težave. Na finalu lanske sezone v Abu Dhabiju Max Verstappen ni bil prepričan, da bi lahko končal tisto dirko, kjer je osvojil naslov svetovnega prvaka. In sedaj bi se rad vrnil še malce nazaj v zgodovino. Se kdo izmed vas spomni velike nagrade Brazilije leta 1991? Prvič, ko je legendarni Ayrton Senna zmagal pred domačo publiko. Imel je okvaro na menjalniku, tako da je dirko končal samo v 6. prestavi. Treba je poudariti nekaj. Menim, da vsi mi navdušenci se spomnimo njegove krike bolečin, ko je dirko končal. V tistem priložnosti so ga res s pomočjo reševalcev dvignili iz njegovega McLarena MP4/6. Z reševalnim vozilom so ga pripeljali pod zmagovalni oder. Če pogledate fotografije iz tistega dogodka, Ayrton je bil tako izmučen, da ni bil sposoben dvigniti pokala nad glavo. In govorimo o letu 1991. In sedaj se sprašujem, ali si je takrat Ayrton Senna želel, da bi dirka morda trajala še krog ali dva, ali ni videl trenutka, da se bo zaključila, tako kot Lewis Hamilton v Azerbajdžanu. Vsakdo si v tem primeru lahko odgovori sam. A sedaj smo razumeli, da je Formula 1 ekstremen šport in da so vozniki seveda izjemno fizično pripravljeni. Ampak kdaj to ni dovolj. Spomnimo se, da naprimer Jenson Button in Mark Webber nista imela težav opraviti z triatlonom. Ampak menim, da marsikoga izmed nas je presenetila novica, da Lewis Hamilton lahko ne bo sposoben nastopiti na veliki nagradi Kanade. Vsaj taki so bili naslovi v raznih virih in prebirali smo to lahko v domačem ali tujih jezikih. In sam, kot običajno, sem si vzel nekaj časa ter poiskal tisto prvo izjavo Tota Wolffa. Dal jo je za Sky. Dobil sem točen navedek tistega, kar je Toto Wolff dejal. Začel je s tem, da je povedal, da Lewisa Hamiltona ni še srečal in niti ni govoril z njim.
Ampak na prvi pogled je jasno, da bolečina ni več v mišicah, temveč v hrbtenici. Rad bi poudaril, ni ga niti še srečal, kaj še govoril z njim. In iz tega so mnogi začeli sklepati, da Lewisa Hamiltona na veliki nagradi Kanade morda ne bo. Sam sem bil malce začuden, kajti meni osebno je preskok izjemno velik. In tudi pri raznih člankih, moramo biti iskreni, ni točno navedeno, da je kaj takega rekel Toto Wolff. Vsi so ga navajali tako, kot sem vam povedal do sedaj. Samo pred tem so pač povedali, da Lewisa Hamiltona morda v Kanadi ne bo, ker je Toto Wolff povedal, da ga ni srečal in niti ni govoril z njim, ampak s prostim očesom je vidno, da bolečine niso samo v mišicah, temveč tudi v hrbtenici. In sedaj si zopet lahko vsakdo izmed vas misli, kar si hoče. A pojdimo še korak naprej. Mogoče ste brali v raznih virih, da so tudi drugi na štartnem razporedu nekako podpirali Lewisa Hamiltona, ga bodrili. In marsikdo je pozabil, da gre za Formulo 1 in ne za serijo Drive to Survive. Nekega osebnega rivalstva in sovraštva med samimi vozniki ni. To je nekaj, kar si izmišljajo razni avtorji televizijskih serij in seveda nekateri novinarji, ki imajo radi izstopajoče naslove. Kot sem vam mnogokrat povedal, mi moramo ostati objektivni in realni. Zakaj ne bi kdo podprl Lewisa Hamiltona, čeprav je njegova zaščitna obleka druge barve, meni osebno ni jasno. Verjetno je jasno onemu, ki take sestavke napiše, ampak o njegovi strokovnosti pač se ne bom izrazil. Bistveno je nekaj drugega. Po veliki nagradi Azerbajdžana smo dobili zopet neko dramatično zgodbo, ki je daleč od tistega, kar je resnica. Namreč, rad bi vam poudaril še nekaj, kar se mi zdi bistveno pri vsej tej zgodbi. Mogoče je kdo izmed vas opazil svetlolasko, ki pogostokrat spremlja Lewisa Hamiltona tudi na štartnem razporedu. To je Angela Cullen, njegova fizioterapevtka. In z njim sodeluje od sezone 2016. Torej, izgleda, da Lewis Hamilton skrbi za svoje telo že kar nekaj sezon in seveda v vseh teh letih je njegovo telo prejelo kar nekaj močnih udarcev. Zato po taki dirki, kot je ta v Azerbajdžanu, lahko čuti malce bolj posledice kot na primer George Russell, ki je v resnici mlajši. A tudi George Russell je čutil udarce, da ne bo pomot. To je priznal sam. Ampak iz tega, kar smo videli delati take zgodbe, menim, da je nepošteno in seveda pretirano. Nepošteno do vseh tistih, ki imamo radi Formulo 1 in seveda tudi tistih, ki navijajo za pariško ekipo Mercedes in Lewisa Hamiltona. Kot običajno gre za moje osebno mnenje, kjer priznam, da imam pogostokrat drugačen pogled na zadeve kot večina ostalih. Danes za to tematiko bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.